4000 spačkov prihaja v Slovenijo. Njihovi lastniki z vsega sveta se zbirajo v Postojni. Ljubezen do spačkov se, kot ugotavlja Janez Husenik, zdi nenavadna. Avto je bil narejen, da bi bil čim cenejši, ne pa prestižen. Toda kot svinjski pastir iz pravljice je avto, narejen za blatne kmečke ceste, postal simbol ljubezni, svobode in mladosti. In kot tak nesmrten. Tale avto naj bi bil namenjen francoskim kmetom, da bi čim bolj poceni od kmetij do tržnice vozili zelenjavo ali pa prepeljali karton jajc. Ja, vzmetenje tega avta naj bi bilo tako mehko, da bi lahko ob vožnji čez polja jajca ostala cela. Avto se je originalno imenoval Duševo ali po naše Dva konja, a ko ga je prvič videl eden od slovenskih novinarjev, ker se mu je zdel zanimiv, ni vedel ali grd ali je lep in potem je rekel, da je spaček in je potem iz tega ratal spaček. Nizozemci so mu podobno rekli grdi raček in marsikemu zato danes pravijo raca. Ima pa še vrsto drugih vzdevkov. Meni najbolj pomenljiv se zdi iz Danske, študentski Jaguar. Ja, ta avto je bil tako poceni, da so ga imeli tudi mladi. The first car from my husband. And we get married with it. Meine Eltern hatten eine 2CV gehabt, eine Ente. Und ich habe immer gesagt, ich möchte einmal 2CV fahren dürfen. A girlfriend got a new one and she had my heart and the car took my heart. In ti spomini so postali večni in postali ljubezen, ki gre iz roda v rod. Kids are having their own dog. Probably this car is older than you, right? Yeah, 85 model. Yeah, it's a family tradition and I love the way it's like made. And... Pre svega je udobna naspram današnjih avtomobila. Avto, ki je bil narejen za delo, je postal freedom. You can go wherever you want. It's most of the time a very reliable car. It's 49 years old. Yeah. And how many times did it break down on the road? None. It never breaks down. May I show you some? Come on. Different countries I visited. And this one is Morocco. I only filled up with petrol. Spaček je prav poseben avto, ki nas veliko nauči. Recimo to, da si v življenju lahko tako grd, da postaneš prav lep. Da si lahko tako preprost, da postaneš dragocen. In da se vrednost avtomobila ne šteje potem, koliko stane, ampak potem, kam te odpelje. In tudi ljudje, ki ga vozijo, so preprosti. In na srečanjih se dokazuje, v družbi preprostih ljudi je vedno najlepše.